Spoštovani poslušalci in dragi popotniki skozi čas, moje ime je Ivan Tavčar, slovenski pisatelj, politik in velik ljubitelj zgodovine. Danes bomo skupaj odkrivali bogato zgodovino in kulturno dediščino enega najstarejših mest v Sloveniji, Škofje Loke. To starodavno mesto, katerega ime izhaja iz besedne zveze Škofova Loka, kar pomeni škofova posest, je pravi zaklad zgodb in skrivnosti. Naj vam bo to popotovanje ne le poučno, temveč tudi navdihujoče. Škofja Loka je mesto, ki se ponaša s tisočletno zgodovino, slikovito arhitekturo in bogato kulturno dediščino. Njene ulice, trgi in stavbe so pričevalci dogodkov, ki so zaznamovali različna obdobja, od srednjega veka do sodobnosti. Mesto leži na sotočju rek Poljanske Sejar in Sevške Sejar, ob vznožju Škofjeloškega hribovja, kar mu daje poseben čar in slikovitost. Naše potovanje bomo začeli v srcu mesta, na Mestnem trgu, kjer stoji slikovita mestna hiša, ena najpomembnejših zgodovinskih zgradb v Škofji Loki. Mestna hiša, zgrajena v 16. stoletju, je bila nekoč središče mestnega življenja, kjer so se odvijale pomembne odločitve in dogodki. Z njene terase se odpira čudovit razgled na trg, ki je obdan z baročnimi in renesančnimi stavbami. Iz Mestnega trga se bomo podali proti cerkvi svetega Jakoba, ki velja za enega najlepših primerov gotske arhitekture v Sloveniji. Cerkev svetega Jakoba je bila zgrajena v 15. stoletju in je znana po svoji bogati notranji opremi ter čudovitih vitražih, ki prikazujejo prizore iz svetopisemskih zgodb. Naša naslednja postaja bo Škofjeloški grad, mogočna srednjeveška trdnjava, ki se dviga nad mestom. Grad, ki so ga zgradili frajzinški škofje, je bil skozi stoletja pomembno politično in vojaško središče. Danes v njem domuje Škofjeloški muzej, kjer so razstavljene številne zbirke, ki pričajo o bogati zgodovini mesta in njegovih prebivalcev. Po obisku gradu se bomo spustili do Kamnitnega mostu, enega najstarejših ohranjenih mostov v Sloveniji. Kamniti most, zgrajen v 14. stoletju, je bil ključna prometna povezava čez reko Sorov in je še danes pomemben del mestne infrastrukture. Njegova trdna kamnita konstrukcija je kljubovala stoletjem, številnim poplavam in drugim naravnim nesrečam. Naša pot nas bo nato vodila do Kapucinske knjižnice, ene najstarejših samostanskih knjižnic v Sloveniji. Knjižnica, ustanovljena v 17. stoletju, hrani dragocene rokopise, inkunabule in stare tiskane knjige, ki so neprecenljiv vir znanja in zgodovinskih informacij. Med najdragocenejšimi predmeti v knjižnici je rokopis Škofjeloškega pasijona, najstarejšega ohranjenega dramskega besedila v slovenskem jeziku. Obiskali bomo tudi Cankarjev trg, poimenovan po velikem slovenskem pisatelju Ivanu Cankarju, ki je v Škofji Loki preživel del svojega otroštva. Na trgu stoji spomenik pisatelju, ki ga spominja na njegovo bogato literarno zapuščino in vpliv na slovensko kulturo. Cankarjev trg je tudi priljubljeno zbirališče prebivalcev in obiskovalcev mesta, kjer se odvijajo številne kulturne prireditve in dogodki. Nadaljevali bomo do Spodnjega trga, kjer stoji hiša, v kateri je živel in ustvarjal slovenski slikar in grafik Ivan Grohar. Grohar, eden najpomembnejših predstavnikov slovenske moderne umetnosti, je v svojih delih upodabljal lepote Škofjeloške pokrajine in vsakdanje življenje njenih prebivalcev. V njegovi rojstni hiši je danes urejena galerija, kjer si lahko ogledate njegova najpomembnejša dela. Na koncu našega potovanja bomo obiskali še Poštalski grad, ki leži na obrobju mesta. Grad, zgrajen v 16. stoletju, je bil nekoč pomembno središče plemiške družine, danes pa je priljubljena izletniška točka, od koder se odpira čudovit razgled na Škofjo Loko in njeno slikovito okolico. Dragi popotniki, vabim vas, da se mi pridružite na tem potovanju skozi čas in prostor, kjer bomo skupaj odkrivali skrivnosti in lepote Škofje Loke. Naj vas zgodbe, ki jih bomo slišali, navdihnejo in obogatijo vaše razumevanje naše skupne preteklosti. Zdaj pa, brez nadaljnjega odlašanja, začnimo naše potovanje na Mestnem trgu, kjer se bomo podali na prvo poglavje našega zgodovinskega raziskovanja. S svojo renesančno fasado,
okrašenimi okni in impozantnim stopniščem. V njej so nekoč zasedali mestni svetniki, odločali o pomembnih mestnih zadevah in skrbeli za dobrobit prebivalcev. Danes mestna hiša gosti različne razstave, prireditve in dogodke, ki privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Ko se sprehajamo po mestnem trgu, nas obdajajo številne zgodovinske stavbe, ki pričajo o bogati preteklosti mesta. Med njimi izstopa cerkev svetega Jakoba, ki je bila zgrajena v 15. stoletju in velja za enega najlepših primerov gotske arhitekture v Sloveniji. Cerkev je znana po svoji bogati notranji opremi, ki vključuje čudovite vitraže, ki prikazujejo prizore iz svetopisemskih zgodb. Na mestnem trgu se nahaja tudi Loški grad, mogočna srednjeveška trdnjava, ki se dviga nad mestom. Grad, ki so ga zgradili frajzinški škofje, je bil skozi stoletja pomembno politično in vojaško središče. Danes v njem domuje Loški muzej, kjer so razstavljene številne zbirke, ki pričajo o bogati zgodovini mesta in njegovih prebivalcev. Ob sprehodu po trgu lahko občudujemo tudi številne baročne in renesančne stavbe, ki so bile nekoč domovi premožnih meščanov in trgovcev. Vsaka izmed teh stavb ima svojo zgodbo in skrivnosti, ki jih bomo skupaj odkrivali na naši poti skozi mesto. Mestni trg je tudi prizorišče številnih kulturnih prireditev, sejmov in festivalov, ki prinašajo življenje in veselje v mesto. Med najbolj znanimi prireditvami je škofjeloški pasijon, ki velja za najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenskem jeziku. Pasijon, ki ga vsako leto uprizarjajo domačini, je edinstvena priložnost za doživetje zgodovine in kulture Škofje Loke. Naš obisk mestnega trga zaključujemo z obiskom ene izmed številnih kavarn in restavracij, kjer lahko uživamo v okusih lokalne kulinarike in opazujemo življenje na trgu. Mestni trg je kraj, kjer se preteklost in sedanjost prepletata v edinstveno celoto, ki nas navdihuje in bogati naše razumevanje zgodovine Škofje Loke. Zdaj, ko smo raziskali mestni trg, je čas, da se podamo na naslednjo postajo našega potovanja, cerkev svetega Jakoba. Pridružite se mi, Ivan Tavčar, na tej nepozabni poti skozi zgodovino in lepote Škofje Loke. Nadaljuj. Čatnpel. Poglavje 2. Cerkev svetega Jakoba. S spoštovanjem stopimo do cerkve svetega Jakoba, enega najlepših primerov gotske arhitekture v Sloveniji. Cerkev je bila zgrajena v 15. stoletju in skozi stoletja ohranila svojo čarobno lepoto, ki privablja obiskovalce iz vseh koncev sveta. Ko se približujemo vhodu, se lahko občudujejo veličastna vhodna vrata, okrašena z bogatimi rezbarijami, ki prikazujejo prizore iz svetopisemskih zgodb. Ko vstopimo v cerkev, nas objame tišina in svetloba, ki pronica skozi čudovite vitraže. Vitraži so mojstrsko delo srednjeveških umetnikov, ki so s svojo spretnostjo in umetniškim navdihom ustvarili prave mojstrovine. Barvna svetloba, ki prehaja skozi vitraže, ustvarja čarobno vzdušje in nas popelje v svet duhovnosti in kontemplacije. Notranjost cerkve je okrašena z bogato izrezljanimi oltarji, freskami in kipi svetnikov. Glavni oltar, posvečen svetemu Jakobu, je prava umetnina, ki prikazuje prizore iz življenja svetnika. Poleg glavnega oltarja so še stranski oltarji, posvečeni drugim svetnikom, ki so pomembni za lokalno skupnost. Vsak oltar ima svojo zgodbo in simboliko, ki jo bomo skupaj odkrivali. Med pomembnejšimi znamenitostmi cerkve je tudi grobnica škofov, ki so skozi stoletja skrbeli za duhovno in materialno blaginjo mesta. Grobnica je kraj tihote in spoštovanja, kjer se lahko poklonimo spominu na te pomembne osebnosti, ki so zaznamovale zgodovino Škofje Loke. Posebno pozornost si zasluži tudi čudovit baročni orgelski kor, ki se dviga nad glavnim vhodom.
Orgelski kor je bil zgrajen v 18. stoletju in je eden najlepših primerov baročnega orglarskega mojstrstva v Sloveniji. Orgelski zvoki, ki odmevajo po cerkveni ladji, ustvarjajo veličastno glasbeno kuliso, ki nas popelje v svet duhovne glasbe in meditacije. Ko se sprehajamo po cerkveni ladji, lahko občudujemo tudi številne freske, ki krasijo stene in strop. Freske prikazujejo prizore iz življenja svetnikov, svetopisemske zgodbe in motive iz krščanske ikonografije. Te umetnine so dragocen vir informacij o veri in kulturi srednjeveške Škofje Loke. Obisk cerkve svetega Jakoba zaključujemo s sprehodom po cerkvenem dvorišču, kjer se nahajajo stare kamnite klopi in vodnjak. Dvorišče je prijeten kraj za počitek in meditacijo, kjer lahko v miru premislimo o vsem, kar smo videli in doživeli v cerkvi. Naša naslednja postaja bo mogočni Škofjeloški grad, ki se dviga nad mestom in ponuja čudovit razgled na Škofjo Loko in njeno slikovito okolico. Grad, ki so ga zgradili frajzinški škofje, je bil skozi stoletja pomembno politično in vojaško središče. Danes v njem domuje Škofjeloški muzej, kjer so razstavljene številne zbirke, ki pričajo o bogati zgodovini mesta in njegovih prebivalcev. Poglavje 3. Škofjeloški grad. Škofjeloški grad, ki se dviga nad mestom, je eden najpomembnejših zgodovinskih spomenikov v Škofji Loki. Grad, zgrajen v 12. stoletju, je bil skozi stoletja pomembno politično in vojaško središče, kjer so se odvijali številni zgodovinski dogodki. Grad je bil v lasti frajzinških škofov, ki so skrbeli za njegovo obrambo in razvoj. Ko se vzpenjamo po strmi poti proti gradu, lahko občudujemo čudovit razgled na mesto in njegovo slikovito okolico. Grad je strateško postavljen na hribu, kar mu omogoča dober pregled nad dolino in mestom. Njegove mogočne stene in stolpi so pričevalci številnih bitk in obleganj, ki so zaznamovali zgodovino Škofje Loke. Ko vstopimo v grad, nas pričaka čudovito urejeno grajsko dvorišče, obkroženo z zgodovinskimi stavbami. Dvorišče je kraj, kjer so se nekoč zbirali vitezi, vojaki in plemiči, danes pa je priljubljeno prizorišče za kulturne prireditve in dogodke. V središču dvorišča stoji vodnjak, ki je bil nekoč vir sveže vode za prebivalce gradu. Naša prva postaja v gradu je Škofjeloški muzej, ki hrani številne zbirke, ki pričajo o bogati zgodovini mesta in njegovih prebivalcev. Muzej je razdeljen na več razstavnih prostorov, ki pokrivajo različna zgodovinska obdobja in teme. Med najpomembnejšimi zbirkami so arheološka zbirka, etnografska zbirka, zbirka starih orožij in umetnostna zbirka. Arheološka zbirka vsebuje številne najdbe iz rimske dobe, srednjega veka in novega veka, ki pričajo o življenju na tem območju skozi tisočletja. Med najzanimivejšimi predmeti so rimske kovinske figurice, srednjeveško orožje in orodje ter številni vsakdanji predmeti, ki so jih uporabljali prebivalci Škofje Loke. Etnografska zbirka je posvečena življenju in delu ljudi v preteklosti. Tukaj lahko občudujemo različne predmete, ki so jih uporabljali pri svojem delu, oblačila, ki so jih nosili, in orodje, ki so ga uporabljali pri obdelavi zemlje. Zbirka vključuje tudi številne predmete, povezane s praznovanji in običaji, ki so pomemben del kulturne dediščine Škofje Loke. Zbirka starih orožij prikazuje različne vrste orožij, ki so jih uporabljali v preteklosti. Med najzanimivejšimi predmeti so srednjeveški meči, bodala, sulice in ščiti, ki pričajo o vojaški zgodovini tega območja. Zbirka vključuje tudi različne vrste zaščitne opreme, kot so čelade, oklepi in ščitniki, ki so jih uporabljali vojaki v preteklosti. Umetnostna zbirka je posvečena delom slovenskih in tujih umetnikov, ki so skozi stoletja ustvarjali v Škofji Loki. Tukaj lahko občudujemo čudovite slike, ki prikazujejo mestne vedute,
portrete pomembnih osebnosti in motive iz vsakdanjega življenja. Med najpomembnejšimi deli so slike Ivana Groharja, enega najpomembnejših slovenskih slikarjev, ki je v svojih delih upodabljal lepote škofjeloške pokrajine. Po ogledu muzeja se podamo na sprehod po grajskem dvorišču in si ogledamo grajsko kapelo, ki je posvečena svetemu Andreju. Kapela je bila zgrajena v 15. stoletju in je znana po svojih čudovitih freskah, ki prikazujejo prizore iz svetopisemskih zgodb. Freske so delo neznanega srednjeveškega umetnika in so prava umetniška mojstrovina. Naša naslednja postaja v gradu je grajski stolp, ki se dviga nad mestom in ponuja čudovit razgled na Škofjo Loko in njeno slikovito okolico. Stolp je bil nekoč strateško pomembna obrambna točka, danes pa je priljubljena turistična točka, kjer se obiskovalci lahko povzpnejo na vrh in uživajo v čudovitem razgledu. Obisk gradu zaključujemo s sprehodom po grajskem parku, kjer lahko uživamo v lepoti narave in opazujemo številne rastline in živali, ki živijo v parku. Park je priljubljeno zbirališče domačinov in obiskovalcev, ki se tukaj sproščajo, sprehajajo in uživajo v naravi. Naša naslednja postaja bo Kamniti most, enega najstarejših ohranjenih mostov v Sloveniji. Kamniti most, zgrajen v 14. stoletju, je bil pomembna povezava med mestom in okoliškimi naselji. Sprehodili se bomo čez most in spoznali zgodovino in pomen tega pomembnega zgodovinskega spomenika. Poglavje 4. Kamniti most. Kamniti most, zgrajen v 14. stoletju, je eden najstarejših ohranjenih mostov v Sloveniji. Most je bil pomembna povezava med mestom in okoliškimi naselji ter je igral ključno vlogo pri razvoju trgovine in gospodarskih dejavnosti v Škofji Loki. Ko se sprehajamo čez most, lahko občudujemo njegovo trdno konstrukcijo in lepoto, ki jo je ustvaril človeški in roke. Most je zgrajen iz kamna in ima več obokov, ki se elegantno raztezajo čez reko Sorov. Oboki so prava mojstrovina gradbeništva, saj so zgrajeni brez uporabe malte in se držijo skupaj samo s pomočjo teže kamnov. Ta tehnika je omogočila, da most stoji že stoletja in kljubuje zobu časa ter vremenskim vplivom. Na sredini mostu stoji kip svetega Janeza Nepomuka, ki je zavetnik mostov in voda. Kip je bil postavljen v 18. stoletju kot zaščita pred poplavami in nesrečami, ki so pogosto prizadele most in mesto. Sveti Janez Nepomuk je bil češki duhovnik, ki je bil mučen in ubit zaradi svoje zvestobe cerkvi in skrivnosti spovedi. Njegov kip je priljubljena romarska točka, kjer se verniki ustavljajo in molijo za zaščito in blagoslov. Ko prečkamo most, se lahko ustavimo ob reki Soraj in občudujemo njeno kristalno čisto vodo, ki teče skozi mesto. Reka je bila pomemben vir življenja za prebivalce Škofje Loke, saj je omogočala razvoj kmetijstva, ribištva in drugih gospodarskih dejavnosti. Danes je reka priljubljeno rekreacijsko območje, kjer se domačini in obiskovalci sproščajo, sprehajajo in uživajo v naravi. Poleg mostu stoji tudi star mlin, ki je bil nekoč pomemben del mestnega gospodarstva. Mlin je bil poganjan z vodo iz reke Sejer in je mlel žito za prebivalce mesta in okoliških naselij. Danes je mlin obnovljen in preurejen v muzej, kjer si lahko ogledamo, kako so nekoč delali in živeli mlinarji ter spoznamo zgodovino mlinarstva v Škofji Loki. Ko se sprehajamo po mostu in okolici, lahko občudujemo tudi številne stare stavbe, ki so ohranjene v svoji prvotni obliki. Te stavbe pričajo o bogati zgodovini mesta in njegovih prebivalcev ter so pomemben del kulturne dediščine Škofje Loke. Naša naslednja postaja bo Puštelj, staro mestno predmestje, ki se nahaja na drugi strani reke Sejer. Puštelj je znan po svojih starih hišah, ozkih ulicah in slikovitem okolju. Sprehodili se bomo skozi to čudovito predmestje in spoznali zgodovino in življenje njegovih prebivalcev.
Poglavje 5. Puštalj. Puštalj, staro mestno predmestje na drugi strani reke Sejer, je prava zakladnica zgodovine in kulture Škofje Loke. Predmestje je znano po svojih starih hišah, ozkih ulicah in slikovitem okolju, ki privablja številne obiskovalce. Ko se sprehajamo po Puštalju, lahko občudujemo čudovite hiše, ki so ohranjene v svoji prvotni obliki in pričajo o življenju prebivalcev skozi stoletja. Hiše v Puštalju so zgrajene iz kamna in lesa, kar jim daje značilen videz in čar. Mnoge hiše imajo lesene balkone, ki so okrašeni z rožami in drugimi okrasnimi elementi. Balkoni so priljubljen kraj za druženje in sprostitev, kjer se prebivalci zbirajo, klepetajo in uživajo v lepem razgledu na mesto in reko Sorov. Puštalj je znan tudi po svojih ozkih ulicah, ki se vijugajo med hišami in ustvarjajo slikovito mrežo poti. Ulice so tlakovane s kamni, kar jim daje starodaben videz in občutek. Med sprehodom po teh ulicah lahko občutimo duh preteklosti in si predstavljamo, kako je bilo življenje v tem predmestju pred stoletji. Ena izmed najpomembnejših znamenitosti v Puštalju je cerkev svetega Andreja, ki stoji na hribu nad predmestjem. Cerkev je bila zgrajena v 16. stoletju in je znana po svoji čudoviti arhitekturi in freskah, ki krasijo njeno notranjost. Freske prikazujejo prizore iz življenja svetnikov in svetopisemskih zgodb ter so prava umetniška mojstrovina. Poleg cerkve svetega Andreja stoji tudi stara graščina, ki je bila nekoč dom pomembnih plemiških družin. Graščina je obdana z obzidjem in stolpi, ki pričajo o njeni obrambni funkciji. Danes je graščina obnovljena in preurejena v muzej, kjer si lahko ogledamo različne zbirke, ki pričajo o življenju in delu njenih prebivalcev. Puštalj je znan tudi po svojih številnih kapelicah in križevih poteh, ki so razporejene po predmestju in okolici. Te kapelice so bile postavljene kot znamenje vere in pobožnosti prebivalcev ter so priljubljena romarska točka, kjer se verniki ustavljajo in molijo. Kapelice so okrašene s freskami in kipi svetnikov, ki prikazujejo prizore iz njihovega življenja. Sprehajamo se po Puštalju, lahko občudujemo tudi čudovito naravo, ki obdaja predmestje. Tukaj se nahajajo številni travniki, gozdovi in reke, ki ponujajo prijetno okolje za sprostitev in rekreacijo. Narava je pomemben del življenja prebivalcev Puštalja, saj jim omogoča, da se povežejo z naravo in uživajo v njenih lepotah. Naša naslednja postaja bo Homanova hiša, ena najlepših renesančnih stavb v Škofji Loki. Homanova hiša, zgrajena v 16. stoletju, je bila nekoč dom bogate trgovske družine in je znana po svoji čudoviti arhitekturi in notranji opremi. Sprehodili se bomo skozi to čudovito hišo in spoznali zgodovino in življenje njenih prebivalcev. Poglavje 6. Homanova hiša. Homanova hiša, zgrajena v 16. stoletju, je ena najlepših renesančnih stavb v Škofji Loki. Hiša je bila nekoč dom bogate trgovske družine Homan, ki je igrala pomembno vlogo v gospodarskem in družbenem življenju mesta. Ko vstopimo v hišo, nas pričaka čudovita notranjost, ki pričara vzdušje preteklih stoletij. Hiša je zgrajena v renesančnem slogu, kar pomeni, da ima simetrično fasado, elegantne oboke in bogato okrašena okna. Fasada je okrašena z različnimi reliefi in freskami, ki prikazujejo motive iz vsakdanjega življenja in mitologije. Ti okrasni elementi so prava umetniška mojstrovina, ki pričajo o bogastvu in vplivu družine Homan. Ko vstopimo v hišo, nas pričaka prostoren vhodni hol, ki je okrašen z razkošnimi tapetami, preprogami in starinskim pohištvom. Hodnik vodi do različnih sob, ki so bile nekoč bivalni prostori družine Homan. Vsaka soba ima svojo zgodbo in značaj, ki pričara vzdušje preteklih stoletij. Ena izmed najlepših sob v hiši je salon, ki je bil namenjen druženju in sprejemanju gostov.
Salon je okrašen z bogato okrašenim pohištvom, starinskimi slikami in dragocenimi preprogami. Stene so prekrite s čudovitimi tapetami, ki prikazujejo prizore iz narave in mitologije. V salonu se nahaja tudi klavir, na katerem so nekoč igrali člani družine Homan in njihovi gostje. Poleg salona je tudi jedilnica, kjer je družina Homan uživala v svojih obrokih. Jedilnica je opremljena z veliko jedilno mizo, obkroženo s stoli, ki so okrašeni z bogatimi rezbarijami. Na mizi so razstavljeni starinski krožniki, kozarci in pribor, ki pričajo o prefinjenem okusu in bogastvu družine. V zgornjih nadstropjih hiše se nahajajo spalnice, ki so bile namenjene članom družine Homan. Spalnice so opremljene s starinskimi posteljami, omarami in drugimi kosi pohištva, ki pričarajo vzdušje preteklih stoletij. Vsaka spalnica ima svoje značilnosti in okraske, ki odražajo osebni slog in okus posameznega člana družine. Poleg bivalnih prostorov hiša vključuje tudi gospodarska poslopja, kjer so se nahajale kuhinje, shramba in drugi prostori, namenjeni vsakdanjim opravilom. Kuhinje so opremljene s starinskimi pecmi, lonci in drugimi kuhinjskimi pripomočki, ki pričajo o načinu priprave hrane v preteklosti. Shramba je polna starinskega orodja, posod in drugih predmetov, ki so bili uporabljeni pri shranjevanju hrane in drugih dobrin. Obisk Homanove hiše zaključujemo s sprehodom po čudovitem vrtu, ki obkroža hišo. Vrt je okrašen s številnimi cvetlicami, drevesi in grmičevjem, ki pričarajo pravo oazo miru in sprostitve. Vrt je bil priljubljeno zbirališče družine Homan, kjer so se sproščali, družili in uživali v lepoti narave. Naša naslednja postaja bo mestno obzidje, ki je nekoč varovalo Škofjo Loko pred napadi in vdori. Mestno obzidje je pomemben zgodovinski spomenik, ki pričuje o obrambni funkciji mesta in njegovem pomenu v preteklosti. Sprehodili se bomo ob obzidju in spoznali zgodovino in pomen tega pomembnega zgodovinskega spomenika. Poglavje 7. Mestno obzidje. Mestno obzidje, ki obdaja Škofjo Loko, je pomemben zgodovinski spomenik, ki pričuje o obrambni funkciji mesta in njegovem pomenu v preteklosti. Obzidje je bilo zgrajeno v 14. stoletju, ko je mesto potrebovalo zaščito pred napadi in vdori. Danes je obzidje pomemben del kulturne dediščine Škofje Loke in priljubljena turistična točka. Obzidje je zgrajeno iz kamna in ima več stolpov in vrat, ki so služila kot vstopne točke v mesto. Stolpi so bili strateško postavljeni, da so omogočali dober pregled nad dolino in mestom ter so služili kot opazovalnice in obrambne točke. V stolpih so bili nameščeni stražarji, ki so nadzorovali gibanje in varovali mesto pred napadi. Ko se sprehajamo ob mestnem obzidju, lahko občudujemo čudovit razgled na mesto in njegovo slikovito okolico. Obzidje ponuja čudovit pogled na reko Sorov, ki teče skozi mesto, in na okoliške hribe, ki obdajajo Škofjo Loko. Razgled je še posebej lep ob sončnem zahodu, ko se mesto odene v zlato svetlobo in ustvari pravlično vzdušje. Poleg obrambne funkcije je mestno obzidje služilo tudi kot kraj za druženje in prireditve. V preteklosti so se ob obzidju odvijali različni sejmi, tržnice in praznovanja, kjer so se prebivalci mesta zbirali, trgovali in praznovali. Obzidje je bilo tudi priljubljeno zbirališče mladih, kjer so se srečevali, klepetali in uživali v lepem razgledu. Ob obzidju se nahajajo tudi številne stare stavbe, ki so ohranjene v svoji prvotni obliki. Te stavbe pričajo o bogati zgodovini mesta in njegovih prebivalcev ter so pomemben del kulturne dediščine Škofje Loke. Med najpomembnejšimi stavbami so stare hiše, trgovine, gostilne in delavnice, kjer so prebivalci mesta živeli, delali in ustvarjali. Ena izmed najpomembnejših stavb ob obzidju je mestna hiša, ki je bila zgrajena v 15. stoletju in je danes sedež mestne uprave. Mestna hiša je znana po svoji čudoviti arhitekturi in bogati zgodovini, ki pričuje o pomembnih dogodkih in osebah, ki so zaznamovali zgodovino Škofje Loke. V mestni hiši si lahko ogledamo različne zbirke, ki pričajo o zgodovini in kulturni dediščini mesta. Ob obzidju se nahaja tudi mestni park,
kjer lahko uživamo v lepoti narave in se sproščamo ob sprehodu med drevesi in cvetlicami. Park je priljubljeno zbirališče domačinov in obiskovalcev, ki se tukaj sproščajo, družijo in uživajo v lepem vremenu. V parku se nahajajo tudi različna igrala za otroke, ki jih lahko uporabljajo medtem, ko se starši sproščajo in uživajo v naravi. Naša naslednja postaja bo cerkev Marijinega oznanjenja, ena najlepših cerkva v Škofji Loki. Cerkev, zgrajena v 14. stoletju, je znana po svoji čudoviti arhitekturi in bogati notranjosti. Sprehodili se bomo skozi to čudovito cerkev in spoznali zgodovino in pomen tega pomembnega sakralnega objekta. Poglavje 8. Cerkev Marijinega oznanjenja. Cerkev Marijinega oznanjenja je eden izmed najpomembnejših sakralnih objektov v Škofji Loki, ki se ponaša z bogato zgodovino in čudovito arhitekturo. Zgrajena je bila v 14. stoletju, ko je mesto doživljalo svoj največji razcvet. Cerkev je posvečena Marijinemu oznanjenju, pomembnemu dogodku v krščanski veri, ko je nadangel Gabriel oznanil devici Mariji, da bo rodila Božjega sina Jezusa. Ko vstopimo v cerkev, nas pričaka prostorna notranjost, ki je okrašena z bogatimi freskami in umetninami. Freske prikazujejo prizore iz svetopisemskih zgodb, življenja svetnikov in pomembnih dogodkov iz zgodovine mesta. Te umetnine so delo priznanih mojstrov, ki so s svojim delom pustili neizbrisen pečat v sakralni umetnosti. V osrednjem delu cerkve stoji veličasten oltar, ki je izdelan iz marmorja in bogato okrašen z zlatimi detajli. Oltar je posvečen devici Mariji in prikazuje prizor oznanjenja, kjer nadangel Gabriel predaja Mariji sporočilo o njenem božanskem poslanstvu. Ta prizor je osrednja točka cerkve in simbolizira vero in upanje, ki jo cerkev prinaša vernikom. Poleg glavnega oltarja se v cerkvi nahajajo tudi stranski oltarji, ki so posvečeni različnim svetnikom in zavetnikom mesta. Med njimi so oltarji svetega Antona Padovanskega, svetega Jurija in svetega Florijana, ki so pomembni svetniki v krščanski tradiciji. Vsak oltar je bogato okrašen in prikazuje svetnike v različnih prizorih iz njihovega življenja. V cerkvi se nahaja tudi čudovit kor, kjer so postavljene orgle, ki so bile izdelane v 18. stoletju. Orgle so prava mojstrovina glasbene umetnosti in so bile uporabljene pri številnih cerkvenih obredih in koncertih. Zvok orgel odmeva po cerkvi in ustvarja posebno vzdušje, ki navdušuje vernike in obiskovalce. Poleg umetniških in sakralnih elementov cerkev skriva tudi številne zgodovinske zaklade. Med njimi so starinske knjige, rokopisi in drugi predmeti, ki pričajo o bogati zgodovini cerkve in mesta. Ti predmeti so skrbno shranjeni in varovani ter so pomemben del kulturne dediščine Škofje Loke. Cerkev Marijinega oznanjenja je tudi pomemben kraj romanja, kjer se verniki zbirajo ob različnih praznikih in obredih. Praznovanja Marijinega oznanjenja, velike noči in drugih cerkvenih praznikov privabljajo številne vernike, ki prihajajo iz različnih krajev, da bi se poklonili in molili v tej čudoviti cerkvi. Ko zapustimo cerkev, se sprehodimo po slikovitem trgu pred cerkvijo, kjer se nahajajo številne stare stavbe, trgovine in gostilne. Trg je živahno središče mestnega dogajanja, kjer se domačini in obiskovalci zbirajo, družijo in uživajo v prijetnem vzdušju. Naša naslednja postaja bo Loški grad, mogočna srednjeveška trdnjava, ki se dviga nad mestom. Grad je bil zgrajen v 13. stoletju in je služil kot sedež škofov in plemičev, ki so upravljali mesto in okolico. Sprehodili se bomo skozi grad in spoznali njegovo bogato zgodovino ter številne zanimivosti, ki jih skriva za svojimi zidovi. Poglavje 9. Loški grad. Loški grad, mogočna srednjeveška trdnjava, ki se dviga nad Škofjo Loko, je eden najpomembnejših zgodovinskih spomenikov v mestu. Grad je bil zgrajen v 13. stoletju in je služil kot sedež škofov in plemičev, ki so upravljali mesto in okolico. Danes je grad obnovljen in preurejen v muzej, kjer si lahko ogledamo različne zbirke, ki pričajo o bogati zgodovini mesta in njegovih prebivalcev. Ko vstopimo v grad, nas pričaka prostorna notranjost, ki je okrašena z različnimi zgodovinskimi predmeti, slikami in freskami.
Vsaka soba v gradu ima svojo zgodbo in značaj, ki pričara vzdušje preteklih stoletij. Med najpomembnejšimi prostori v gradu so viteška dvorana, kapela, knjižnica in bivalni prostori, ki so bili namenjeni prebivanju plemičev. Viteška dvorana je največji in najpomembnejši prostor v gradu, kjer so se odvijali različni dogodki, sprejemi in praznovanja. Dvorana je okrašena z bogatimi tapetami, starinskimi slikami in dragocenimi preprogami. Na stenah visijo portreti pomembnih osebnosti, ki so zaznamovale zgodovino gradu in mesta. V dvorani se nahaja tudi starinski pohištvo, ki pričara vzdušje preteklih stoletij. Kapela v gradu je posvečena svetemu Juriju, ki je zavetnik gradu in mesta. Kapela je okrašena z lepimi freskami in oltarjem, ki prikazuje prizore iz življenja svetega Jurija. Kapela je bila pomemben kraj molitve in pobožnosti za prebivalce gradu in obiskovalce. Danes je kapela priljubljeno mesto za poroke in druge svečane dogodke. Knjižnica v gradu je prava zakladnica znanja, saj vsebuje številne starinske knjige, rokopise in druge dragocene predmete. Knjižnica je bila pomemben kraj za izobraževanje in raziskovanje, kjer so se zbirali učenjaki in raziskovalci. Med knjigami najdemo dela iz različnih področij, kot so zgodovina, teologija, literatura in naravoslovje. Knjižnica je pomemben del kulturne dediščine Škofje Loke in je odprta za raziskovalce in obiskovalce. Bivalni prostori v gradu so bili namenjeni prebivanju plemičev in njihove družine. Vsaka soba je okrašena z bogatimi tapetami, starinskim pohištvom in umetninami, ki pričarajo vzdušje preteklih stoletij. Med bivalnimi prostori najdemo spalnice, dnevne sobe, jedilnice in druge prostore, kjer so plemiči preživljali svoje dneve. Poleg zgodovinskih zbirk grad skriva tudi številne zanimivosti in legende. Ena izmed najbolj znanih legend je legenda o zmaju, ki naj bi živel v grajski kleti. Zmaj je bil strašen pošast, ki je varoval grajske zaklade in strašil prebivalce. Legenda pravi, da je zmaja premagal pogumni vitez, ki je zmaju prerezal glavo in osvobodil grad in mesto. Obisk gradu zaključujemo s sprehodom po čudovitem grajskem parku, kjer lahko uživamo v lepoti narave in čudovitem razgledu na mesto in okolico. Park je okrašen s številnimi cvetlicami, drevesi in grmičevjem, ki pričarajo pravo oazo miru in sprostitve. Park je priljubljeno zbirališče domačinov in obiskovalcev, ki se tukaj sproščajo, družijo in uživajo v lepem vremenu. Naša zadnja postaja bo Mestni trg, živahno središče mestnega dogajanja, kjer se nahajajo številne trgovine, gostilne in znamenitosti. Mestni trg je priljubljeno zbirališče domačinov in obiskovalcev, kjer se družijo, trgovajo in praznujejo različne dogodke. Sprehodili se bomo po trgu in spoznali zgodovino in pomen tega pomembnega mestnega središča. Poglavje 10. Mestni trg. Mestni trg, živahno središče mestnega dogajanja v Škofji Loki, je priljubljeno zbirališče domačinov in obiskovalcev, kjer se družijo, trgovajo in praznujejo različne dogodke. Trg je bil skozi stoletja priča številnim pomembnim dogodkom, ki so zaznamovali zgodovino mesta in njegovih prebivalcev. Danes je trg pomemben del kulturne dediščine Škofje Loke in priljubljena turistična točka. Ko se sprehajamo po trgu, lahko občudujemo čudovite stare stavbe, ki obkrožajo trg in pričajo o bogati zgodovini mesta. Med najpomembnejšimi stavbami na trgu so Mestna hiša, stara gostilna, cerkev svetega Jakoba in različne trgovine in delavnice, kjer so prebivalci mesta živeli, delali in ustvarjali. Naprej. Na osrednjem delu trga stoji Mestna hiša, ki je ena izmed najpomembnejših zgodovinskih stavb v Škofji Loki. Mestna hiša je bila zgrajena v 16. stoletju in je služila kot sedež mestne uprave. Stavba je okrašena s čudovitimi freskami, reliefi in drugimi umetniškimi deli, ki pričajo o bogati zgodovini in pomenu mesta. Danes je Mestna hiša odprta za obiskovalce, kjer si lahko ogledajo različne razstave in zgodovinske zbirke. V bližini Mestne hiše se nahaja stara gostilna, ki je bila skozi stoletja priljubljeno zbirališče domačinov in popotnikov.
Gostilna je znana po svoji gostoljubnosti in okusni tradicionalni hrani, ki je pripravljena po starih receptih. Tukaj so se prebivalci mesta zbirali, da bi se sprostili, poklepetali in uživali v prijetnem vzdušju. Danes je gostilna še vedno priljubljeno mesto za druženje in kulinarične užitke, kjer obiskovalci lahko poskusijo pristne slovenske jedi. Na trgu se nahaja tudi cerkev svetega Jakoba, ki je pomemben sakralni objekt v mestu. Cerkev je bila zgrajena v 15. stoletju in je posvečena svetemu Jakobu, zavetniku popotnikov in romarjev. Cerkev je okrašena z lepimi freskami, oltarji in drugimi umetniškimi deli, ki pričajo o bogati verski tradiciji mesta. Tukaj se verniki zbirajo ob različnih cerkvenih praznikih in obredih, kjer molijo in se poklanjajo svetemu Jakobu. Poleg zgodovinskih stavb trg skriva tudi številne zanimivosti in legende. Ena izmed najbolj znanih legend je legenda o škofjeloškem kapelanu, ki naj bi bil znan po svoji modrosti in čudežnih zdravljenjih. Legenda pravi, da je kapelan s svojo molitvijo in zdravilnimi zelišči pozdravil številne bolnike, ki so prihajali k njemu po pomoč. Kapelan je postal znan po vsej deželi in njegovo ime se je ohranilo v spominu prebivalcev Škofje Loke. Na trgu se skozi leto odvijajo različni dogodki in prireditve, ki privabljajo domačine in obiskovalce. Med najpomembnejšimi dogodki so škofjeloški pasijon, srednjeveški dnevi, božični sejmi in drugi kulturni in verski dogodki. Ti dogodki oživijo mestno jedro in pričarajo vzdušje preteklih stoletij, ko so se prebivalci zbirali in praznovali skupaj. Škofjeloški pasijon je ena izmed najstarejših in najpomembnejših gledaliških predstav v Sloveniji, ki se odvija vsako leto na trgu. Pasijon prikazuje trpljenje in smrt Jezusa Kristusa ter je pomemben del verske in kulturne dediščine mesta. Predstava vključuje številne igralce, ki upodabljajo prizore iz svetopisemskih zgodb in ustvarjajo nepozabno doživetje za obiskovalce. Srednjeveški dnevi so še en pomemben dogodek, ki oživi mestno jedro in pričara vzdušje srednjega veka. Med tem dogodkom se trg spremeni v srednjeveško mesto, kjer se odvijajo različne delavnice, tržnice, viteški turnirji in drugi dogodki, ki obiskovalcem omogočajo, da doživijo življenje v srednjem veku. Domačini se oblečejo v srednjeveška oblačila in prikazujejo stare obrti, igre in običaje, ki so bili značilni za tisti čas. Božični sejmi so priljubljen dogodek, ki se odvija v prazničnem času in prinaša veselo vzdušje na trg. Med sejmi se na trgu postavijo stojnice, kjer prodajalci ponujajo različne božične izdelke, ročno izdelane darove, kulinarične dobrote in druge praznične dobrote. Trg je okrašen z lučkami, božičnimi okraski in smrekami, ki pričarajo čarobno vzdušje in pritegnejo številne obiskovalce. Obisk mestnega trga zaključujemo s sprehodom po čudovitih ulicah in trgovinah, kjer lahko občudujemo bogato arhitekturo, nakupujemo spominke in uživamo v prijetnem vzdušju. Trg je živahno središče mestnega dogajanja, kjer se domačini in obiskovalci zbirajo, družijo in uživajo v prijetnem vzdušju. S tem se naša zgodba o Škofji Loki zaključuje. Upam, da ste uživali v raziskovanju tega čudovitega mesta, ki skriva številne zgodovinske in kulturne zaklade. Naj vam ti zakladi ostanejo v lepem spominu in vas spomnijo na bogato dediščino, ki jo Škofja Loka ponuja svojim obiskovalcem. Hvala, ker ste se mi pridružili na tej poti skozi čas in zgodovino, in upam, da se bomo kmalu spet srečali ob raziskovanju novih zgodb in skrivnosti, ki jih skriva naša prelepa dežela.